Območna razvojna agencija Kras in Brkinov je krovna organizacija za razvoj in promocijo turizma na destinaciji Kras in Brkini. Gre za mlado destinacijo, ki združuje 4 občine, to je občina Divača, Hrpelje, Kozina, Komen in Sežana, ki so že v letu 2017 vstopile v zeleno shemo slovenskega turizma, sicer vsaka zase, samostojno, in se po 4 letih oziroma 3 letih ponovno odločile za obnovitev tega trajnostnega znaka, vendar z akreditacijo destinacije. S tem je destinacija pridobila zeleni znak v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Z vstopom v zeleno shemo se je destinacija ponovno zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostne prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. Z razmišljanjem na trajnostni turizem je v okviru Interreg čezmejnega projekta Kras Karso 2 nastala ponudba za prebivalce in turistične popotnike, torej za vse zainteresirane, in sicer to so brezplačni prevozi na področju geoparka. Gre za čezmejno povezovanje matičnega Krasa in ponudnikov, gre za promocijo destinacije in pa spodbujanje trajnostne mobilnosti. V tem trenutku sicer gre za testiranje terena, gre za optimiziranje atraktivnosti in pa koristnosti za uporabnike in pa povezovanje turističnih ponudnikov v zanimiva destinacijska doživetja. Cilj je povečati obiskanost turističnih znamenitosti, povezati te znamenitosti, povezati ponudbo na območju čezmejnega parka. Projekt v tem letu traja do začetka septembra, torej do 1.9. in brezplačni prevozi so omogočeni vsako soboto in nedeljo po vnaprej določenem urniku z 2 električnima kombijema na 2 krožnih poteh. Zeleni, ki štarta v Hrpeljah, in modri, ki se prične v Dutovljah. Poleg tega doživetja bi izpostavila tudi Kras Pas Gourmet aktivnost, ki ga organiziramo že 5. leto, in sicer v letošnjem letu od junija do 29. septembra, kjer 30 ponudnikov v gastronomski družini Kras Pas Gourmet ponuja različne degustacije vin, torej kraški vinarji odpirajo svoja vrata, vrhunska kulinarika s 5-hodnimi meniji po enotni ceni omogoča dostop do znanih in nekoliko manj znanih kuharskih mojstrov in pa čudesa naravnih in pa kulturnih znamenitosti in dediščine, kot je dediščina Lipicanca, Suhih zidov, kamnoseštva, Mitske krajine in pa tudi zapuščine Srečka Kosovela. Se pravi, tukaj v Sodah je v glavnem zori teran. Tisto malo belega, ki ga imamo, zorimo v Inoksu, nimamo nobenega soda za belo. Se pravi, razkis biološki naredi v lesu in šele takrat, ko je vino nekje zrelo, pripravljeno z steklenice, ga pretočimo v inoks, tam ga še malo stipiziramo, ker vsak sod ima neko majhno razliko v okusu, kvaliteti, kaj bi rekel temu, tako da je potem pripravljeno stekleničenje in za trg. Ja, ta naj bi bil, tako so mi rekli iz Zavoda za miroslovje, narejen za cajta Marije Terezije. Ona je pač uvedla davke, zaradi tega se da to tudi ugotoviti. Je bil cementiran, oziroma je bil umirjen in ta meritev je kazala, oziroma ta timber je kazal, da je bilo za tista cajta sod narejen in tudi vino, ki je bilo v njemu obdavčeno očitno. Pridelujemo 90%, minimalno 90% refoška za teran, in sicer kot teran in kot izbrani teran, ki je še 3-krat pregledom vinogradu, kot vrhunsko vino. Namiznega ne delamo, ker je škoda, ker so v glavnem ljega preveč dobre. Poleg tega imamo pa še 2 beli sorti, Vitovsko in Malvazijo. Vitovske so v glavnem mlade vinograde, le da so tudi pozebli, tako da v glavnem je še vedno samo Malvazija v veri. Poleg tega delamo še Terano liker kot desertno vino in iz grozdja, refoškovega grozdja na Krasu, grozdja Teranovke, kot sinonima za refoškovo trto, predelujemo Terano liker, predelujemo grozdni sok po imenu Teranovka, ki smo ga tudi lansko leto zaščitili pač kot ime znamke.
Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Tega ne bi bili več, ne bi bili več tukaj, če ne bi delal to srcem in slušal. In se odrekel marsikakšnemu trenutku v življenju in svojim užitkom in na račun gosta, na račun hiše, na račun tradicije. Celo življenje nekako peljemo tradicijo, kraško hrano. Zdaj sin je rekel, kadar je prevzel, ker sem z veseljem prepustila, da je prevzel. Jaz bom malo vseeno po svoje naredil. Ti sam naredi po svoje, tako kot hočeš. Jaz te bom dala vse 4, če ti lahko pomagam in pelje naprej. In je prevzel. In je prevzel. Koliko star? Sin ima 44, tako da ja. Če zmeraj poudarjamo kras in kras. In to je to. In mislim, da so ljudje zadovoljni, zato ker imamo vsega. Kraški okusi so na vse dosti boljše kot vipavski, boljši kot, da ne govorimo o gorenjskih in tako naprej. Krompir s krasa je 5-krat boljši kot uni z Gorenjske. Pa čeprav je Kranj, plenota krompirja, kako ne rečem. Zelo prešpricano. No, ampak okus ni kakav, tako da jejte vi kraški krompir, jejte kranjski krompir, to je vse nekaj drugega. Na tradicije delati in ne vem, in z veseljem, z ljubeznijo, gledajte, kaj ne rečem drugega, 6 smo. Kako velika ste ekipa? Zmerno manjša ekipa smo, zato ker ni delavcev, predvsem ni delavcev, ki bi delali vikende. Tlele v tedni smo mrtvi, eno govorimo poletno sezono, ki so tujci, drugo je zimska sezona, ampak tisto, kar ti ostane čez poletje, čez zimo ti pojej. Tako da se zmeraj na eni pozitivni nuli in potem samo stopiceš na mesti. Ampak resnično, delavcev ne vem, ali je pokvarila Italija, ali smo mi sami krivi. Plačo imajo boljše, ko imajo v zamejstvu. Kratko malo vikendov noče delati več nobeden. Tako da zmerno manj nas je v hiši, zmerno bolj moramo delati.
Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. To rod so se srečali verjetno še vse posod, ne? Če ne drugo v šoli, ampak na naši kraški arhitekturi se pojavljala nekako tam do leta 1840, saj tako, kakor vidim, na portalih. To je staro pogansko znamenje, ki varuje ljudi predvsem slabem. Je pa poznana po večjem delu Evrope. Na Gorenjskem in na Zibelkah tudi otroci nime nočnih mor, na kozovcih, da ni požara in tako naprej. Nakrat so pa se ohranila na kamno, ne več na portalih in pa teh nosilcih za gang medjonih. Kako imenujete vi ta simbol? Morca, svarica, tambr, perunika, vsaka vas ima skoraj svoje. Svarica, mislim, da je še skoraj Ja, pa morca, ja. Morca je imel bolj tam lokalci. Zdaj, sekači so različnih širin. Zdaj, naš kamen, glede na to, da je trd, se uporablja predvsem ožje sekače. Dobro mora biti nabrušeni. In pa jaz uporabljam tako kladivo. Dokaj, če uporabljaš macolo, tolčeš tako, nimaš kontrole, potem držiš tako, pa imaš očajno poto. Zato se potem uporabljajo taka kladiva. Sekač primeš, tako daš mezinček naprej, 3 prste češ pa s palcem pridržuješ. Tu pa tukaj načeloma kamnoseki imamo 2 številke prevelike roke in kak daš roko na tla, ne vidiš črte, če primeš tako. Ker moraš dlje čez, zato odmakneš in tudi lažje držiš sekač in je bolj fiksen. Sekač je rahlo nagnjen proti lističu in zdaj zaklešamo. Se pravi, lističe bomo naredili gladke, okrog površina bo groba, zato se nam na eno stran se na kamen lomi, na drugo stran pa mora biti čim bolj perfektno. Zaščitna oprema, Zaščitna oprema, očala in, kadar je brušenje, potem maska.